Na zadnjem mestu potencialnega financiranja dolgotrajne oskrbe NSI je bila pa donacija. Oni bi z donacijami financirali dolgotrajno oskrbo. Ko je sprevrženo to, ne, z donacijami. Poglejte, to je totalno zavajanje volivcev. Ena od glavnih virov predvidenega financiranja dolgotrajne oskrbe z našega zakona je bila tako imenovani demografski sklad in pa dobički, ki jih ustvarjajo državna podjetja. Dejstvo je, da so vse ta državna podjetja postavili ali pa ustvarili naši predhodniki, naši predniki, deloma tudi mi, in ni nikakršnega razloga, da bi te dobički, danes ne vemo, kam odhajajo, čez Balkan, na Gen poslovalnice in tako naprej, ne bili tisti dobički, ki bi bili za to, da bi ljudje ne plačevali dolgotrajne oskrbe. In mimogrede, saj veste, ljudje ne rabijo dolgotrajne oskrbe zato, da boste v tisti odločbi, ki jo danes dobijo, bilo na koncu napisano, ker vam pa ne moremo zagotoviti dolgotrajne oskrbe, boste dobili pa 340 evrov. Ne, ljudje ne rabijo 340 evrov. Ljudje rabijo človeka, ki bo za njih poskrbel. In tega ta koalicija ni sposobna uresničiti in tega ta koalicija ni uresničila in nikoli ne bo uresničila, zato seveda ne zaslužijo še enega mandata.